Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. Pogosto se zgodi, da moramo povedati kaj ne ravno najbolj prijetnega in pri tem poskušamo nekoliko omiliti situacijo. Pri tem lahko uporabimo evfemizme. Danes bomo razložili, kaj evfemizmi sploh so in kdaj jih lahko uporabljamo. Ugotavljali bomo, ali smo sami eni tistih, ki se raje izražajo bolj neposredno, ali tudi mi poskušamo poiskati olepšane izraze. Za začetek razložimo to strašno čudno besedo evfemizem. Slovenski pravopis pravi, da gre za jezikoslovni izraz, ki pomeni olepševalno oziroma omiljevalno besedo oziroma zvezo. Če se izrazimo malce bolj po domače, lahko rečemo, da je evfemizem tista beseda oziroma besedna zveza, s katero se izognemo neprijetnemu ali morda celo neprimernemu izrazu. V določenih situacijah so lahko nekatere besede ali besedne zveze nesprejemljive, neprimerne glede na kontekst ali pa se ne skladajo z družbenimi vrednotami in normami. Tako lahko namesto tat nekomu rečemo dolgoprstnež, pa s tem ne mislimo, da ima dolge prste. Za nekoga, ki krade, lahko rečemo, da izteguje prste po tujem imetju. Za nekoga, ki je pravkar prišel iz zapora, pa lahko rečemo, da so ga izpustili iz kletke. V vseh teh primerih smo uporabili manj neposredne izraze, nekoliko omilili situacijo ali lahko bi rekli vse skupaj zavili v vato. Zakaj sploh uporabljamo evfemizme? Preprosto zato, ker ne želimo prizadeti svojega sogovornika ali pa sebe spraviti v neprijeten položaj. Psihologi pravijo, da so evfemizmi kot nekakšen ventil za sproščanje pritiska, saj nam omogočajo, da spregovorimo o tabujih ter posredno izrazimo svoja občutja in mnenja o sočloveku, pri tem pa ne vznemirimo okolice. Tako lahko nekoga opišemo kot malce bolj okroglega namesto debelega. Kadar se pogovarjamo o umrli osebi, raje rečemo, da je ni več med nami. Reveža pa lahko opišemo kot nekoga, ki spada v manj premožen sloj. V zadnjem času se evfemizmi pogosto uporabljajo tudi takrat, kadar želimo zveneti bolj politično korektno. Lahko bi tudi rekli, da z njimi preklinjamo, ne da bi preklinjali. Katera so tista področja, kjer najpogosteje stremimo k uporabi evfemizmov? Če pogledamo v slovar slovenskega knjižnega jezika, lahko to kaj hitro ugotovimo. To je zbirka besed slovenskega jezika, ki vsebuje nekaj manj kot 300 takšnih besed, ki bi jih lahko uporabili kot evfemizme. Če jih samo malo preletimo, lahko kaj hitro ugotovimo, da v večini primerov označujejo smrt, umiranje, starost in spolnost. In kaj to pove o nas? Da so te tematike za Slovence tabu teme, da se o njih ne radi pogovarjamo, če pa se že moramo, se raje izražamo na bolj posreden način. Tako za nekoga, ki umira, raje rečemo, da počasi odhaja z tega sveta, je v zadnjih izdihljajih ali ne bo več dolgo. Za nekoga, ki je umrl, pa rečemo, da nas je njegov tragičen konec vse pretresel ali da se je nagnil v prerani grob. Oglejmo si še nekaj zanimivih evfemizmov, med katerimi so vam nekateri morda bolj znani, drugi spet malo manj. O poštenosti ima meglene pojme. Poklicna služabnica ljubezni. Je kar precej okrogla. Pomagati komu v jamo. Včasih si je kaj prisvojil. Hudoben je kot sam rogatec. Novo zdravilo jo sili na vodo. Ker je preveč pil, je kmalu klical Urha. Oženil se je z bivšo vzdrževanko bogatega trgovca. Ti primeri dobro kažejo, da so tisti, ki pri svojem izražanju uporabljajo veliko evfemizmov, morda malce hudomušni, vsekakor pa precej ustvarjalni. Ni se tako preprosto domisliti kakšne metonimije, kot je spati z nekom, metonimija za spolne odnose, ali pa metafore, kot je jesen življenja, metafora za starost. Slovenščina je bogat jezik in z evfemizmi nam daje možnost, da svoje sporočilo nekoliko omilimo in se tako izognemo neprijetni situaciji.
A nismo vsi enaki. Nekateri se raje izražajo bolj neposredno, brez vsakršnih olepševanj. Spet drugi pa za svoje besede skorajda vselej raje poiščejo nekoliko olepšane izraze. Zakaj? Morda zato, ker se bojijo obsojanja okolice zaradi neprimernega izražanja ali pa jim je določena tema zgolj neprijetna. Kako pa se vi izražate? Ali uporabljate evfemizme? V komentar nam zaupajte, ali se sami raje izražate bolj neposredno ali tudi vi raje poiščete malenkost bolj olepšane izraze. Zaupajte nam tudi, kateri so tisti evfemizmi, ki jih sami najpogosteje uporabljate ali pa jih morda zasledite pri drugih. Meni, na primer, je sodelavec ravno zjutraj rekel, da sem se pa danes oblekla kameri prijazno. Le kaj si je v resnici mislil?